Zdaj pa gremo naravnost v osrčje današnjega programa, in sicer bomo nadaljevali z okroglo mizo Diplomacija za znanost. Naš dopoldanski program bomo namenili temi, ki je ključna za mednarodno znanstveno sodelovanje, diplomaciji za znanost. Kako lahko diplomatski kanali podpirajo raziskovalno delo, kako pomembna je institucionalna podpora za znanstvenike v tujini. Za moderiranje te razprave z veseljem besedo predajam dr. Alenu Kranjcu, ki je mlad znanstvenik, komunikator znanosti in prostovoljni znanstveni diplomat. Po magisteriju iz medicinske in biološke kemije na Univerzi v Nottinghamu in doktoratu iz organske kemije na Univerzi v Oxfordu je trenutno vodja večjih ARIS projektov na področju protibakterijske rezistence na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Pridružili se mu bodo magistrica Ksenija Škrilec, dr. Jernej Štromajer, gospa Hanna Šerbec ter magister Peter Volasko. Dr. Kranjec, mikrofon je vaš. Dobro jutro. Za te čas, ko jaz pravim nekaj teh uvodnih besed, bi vas prosil, če še našim mojim gostom tudi imamo samo tale mikrofon ali dobijo te brežične. Ok. Poj pa jih vi opremite, jaz pa te čas naredim en tak krajši uvod. Lepo pozdravljam vse tukaj zbrane v dvorani, pa tudi naše goste, ki nas poslušajo preko Zooma. Na tele okrogli mizi, kjer se bomo pogovarjali o diplomaciji za znanost. Slišali smo več glav, več ve. S kolegico Hano, oba sva, rečemo temu, mlade vtisovce na začetku kariere, tako da nimamo ravno tako zelo bogatih izkušenj iz področja znanstvene diplomacije kot sogovorniki, ampak vsekakor pa lahko dama sploh iz vidika društva Vtis in mogoče uvid v to, kako mi to problematiko vidimo, in jaz upam, da na koncu tega pogovora bomo našli tudi kakšno skupno rešitev. Zdaj, današnja razprava izhaja seveda iz delovanja našega društva, ki je v zadnjem desetletju postalo, lahko bi rekel, ena taka ključna platforma za kroženje znanja med Slovenijo in svetom. Trudimo se, da povezujemo slovenske strokovnjake in raziskovalce, ki delujejo po svetu, pa tudi tiste, ki smo svojo izobrazbo po svetu pridobili in se na to vrnili v Slovenijo. V Vtisu znanstveno diplomacijo razumemo kot strateški vzvod dolgoročnega razvoja in ne kot neko obrobno dejavnost, zato tudi z svojimi številnimi pobudami na področju zakonodaje, omenjen je bil nov zakon o visokem šolstvu, tudi tukaj smo se Vtisovci preko zakonodajne skupine povezali, ogromno urenega prostovoljnega dela. Tim Weber, naš član, je bil eden glavnih pobudnikov in koordinatorjev in veseli smo bili, da je kakšen izmed naših ciljev ali pa idej tudi bil upoštevan pri tem zakonu. V kakšni noveli bo verjetno še kakšen drug, ampak tudi tvoj začetek. Tako da, spoštovani sogovorniki in sogovornice, vas lahko jaz povabim, da se mi pridružite tukaj na odru, da bomo začeli našo razpravo. Zdaj pa mi dovolite še malo mojega monologa, da jaz svoje imenitne sogovornike tudi predstavim. Z nami je, da bom začel najprej pri gospeh, tako ja še za mikrofončke vas prosim, veleposlanica magistra Ksenija Škrilec, ki je začela svojo karierno pot z diplomo iz madžarskega in nemškega jezika, književnosti, je potem nadgradila z magisterijem iz mednarodnih odnosov in diplomacije, ter nato še z interdisciplinarnim doktorskim študijem na področju mednarodnih odnosov v Budimpešti. Danes je posebna odposlanka za podnebno diplomacijo na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, predtem pa je bila posebna odposlanka za strateško predvidevanje v okviru politik EU kot vršilka dolžnosti generalne direktorice za evropske zadeve. Med leti 2013-2017 je bila tudi izredna in pooblaščena veleposlanica Republike Slovenije na Madžarskem in pa tudi v Bolgariji ter sedežem v Budimpešti in še tudi v Avstriji. V Ministrstvu za zunanje zadeve je opravljala številne naloge, tako na področju bilaterale kot multilaterale, delovala na področju dvostranskih odnosov s sosednjimi evropskimi državami, koordinirala številne dogodke, ki so povezovali zgodovinarje in pravnike, vodila projektno skupino za pripravo gospodarske delegacije predsednika države, sektorja za globalne izzive in še bi lahko naštevali. Če ostanem pri gospeh, imamo tukaj tudi kolegico Hano Šerbec, ki je sicer pridobila svojo izobrazbo Master of Laws na Univerzi v Cambridgeu, je torej pravnica z zaključenim študijem prava, predtem je bila tudi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je študirala evropsko in pa mednarodno pravo,
danes je pa vodja delovne skupine za zakonodajo ter interesne skupine pravniki prav tukaj v društvu Vtis in pri tem koordinira stališča društva pri projektu Platforma znanja, kjer se obravnavajo predlogi zakonodajnih in pa drugih aktov Slovenije in pa Evropske unije. Aktivna je na področju prava in raziskovanja, tudi na področju umetne inteligence, o tem bomo danes še govorili. V preteklosti pa je službovala tudi v Luksemburgu in pa Združenem kraljestvu, zato je vprašanje o prenosu znanja in pa razlikah v sistemih niso tuji. Potem imamo pa še dva eminentna gospoda, bom začel z magistrom Volaskom, ki je po izobrazbi sociolog. Tudi vaš življenjepis je bil zelo bogat, jaz upam, da ne bom kakšne pomembne stvari spustil, ampak čisto na kratko, začeli ste na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer ste bili državni sekretar na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, potem je sledilo vodenje oddelka za dvostransko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije na istem ministrstvu, potem ste bili svetovalec za znanost in izobraževanje na misiji Slovenije pri Evropski uniji v Bruslu, in to ravno v času, ko smo se v bistvu kot Slovenija, kot država Evropske unije tudi pridružili. Potem ste se tudi vi vrnili v Slovenijo, najprej vodili oddelek za mednarodno sodelovanje v takrat novo ustanovljeni javni agenciji za raziskovalno dejavnost, ter se nato vrnili na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer ste med drugim vodili tudi službo za mednarodno sodelovanje, bili med prvim predsedovanjem Svetu Evropske unije slovenskim leto 2008 odgovoren tudi za pripravo in pa izvajanje programa slovenskega predsedovanja za znanost in raziskave. Ogromno let je bil magister Volasko tudi aktiven v Direktoratu za znanost kot nacionalni koordinator za 7. okvirni program Obzorje 2020. Od leta 2021 je tudi nacionalni koordinator za Obzorje Evropa, sicer pa član številnih odborov na ravni Evropske unije, OECD-ja in tako naprej. In zdaj za konec še dr. Strohmajer, po izobrazbi doktor znanosti z področja ameriških študij, predtem na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani magistriral iz svetovnih študij, predtem še diploma iz politologije. V času doktorskega študija je bil Fulbrightov štipendist in tako je imel možnost delovati kot gostujoči raziskovalec na Univerzi Wisconsin-Madison v Združenih državah Amerike. Je član danes upravnega odbora Javne agencije za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in pa predsednik sveta Javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordlunga v centru Nordlung. Zaposlen je na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v sektorju za kulturno in znanstveno diplomacijo, predtem pa je bil zaposlen v kabinetu ministra gospodarstva, kjer je med drugim opravljal naloge sekretarja strateškega sveta za gospodarstvo, sicer je pa tudi nekdanji predsednik študentskih organizacij, tako da tudi tematike povezane z študenti in pa s tistimi mladimi, ki študiramo ali pa smo študirali v tujini, zelo dobro pozna. Tako da toliko za začetek, zdaj pa da ne bo danes to pravljica za lahko noč, jaz želim, da je danes to ena basen, se spravi, da bo na koncu tega našega pogovora sledil en nauk, iz katerega se bomo kaj naučili za prihodnost. Mikrofone zdaj imate, tako da vas zdaj pa res povabim, da skupaj zasedemo tele stole, mogoče te čas, ko se mi sogovorniki pridružijo, še ena stvar, mi bomo našo razpravo nekako razdelili v 3 sklope in jaz bi si zelo želel po vsakem od teh 3 sklopov odpreti tudi možnost debate, vam ponuditi spoštovano občinstvo tukaj v dvorani, pa tudi vsem, ki ste na Zoomu, da našim sogovornikom postavite tudi kakšno vprašanje. Prosim vas samo, da če boste to storili, seveda ob postavitvi vprašanja tudi na kratko predstavite, kdo ste in pa odkud prihajate. Tako, spoštovani sogovorniki, današnjo razpravo bomo nekako vodili skozi 3 stebre znanstvene diplomacije, kot jih opredeljuje International Science Council, in to so znanost v diplomaciji, diplomacija za znanost in pa znanost za diplomacijo. Zdaj pa, da se tudi jaz malo govorno odpočijem, pa da mi malo prebijemo tale let, da se naša razprava razvije, en tak icebreaker, vprašanje za začetek, predvsem za najne 3 izjemno izkušene sogovornike. Mogoče bomo začeli z gospo veleposlanico. Zdaj, če pogledate na svojo bogato kariero, kje ste prvič konkretno začutili, da znanost in diplomacija nista ločena svetova, ampak da se res prepletata, dopolnjujeta, da v bistvu rabita en drugega? Kdaj je to prišlo? Kdaj je prišel ta občutek, to zavedanje?
To je prišlo takoj, ko sem začela delati v mednarodnih odnosih, kajti del mednarodnih odnosov, a se sliši, je tudi znanost. Vi, ki delujete v tujini in večinoma ste raziskovalci ali študirate in že raziskujete, ali pa ste že sodelavci uveljavljenih, mednarodno uveljavljenih inštitucij, znanstvenih inštitucij, v bistvu krepite tudi podobo Slovenije. Diplomati, ki v tujini zastopamo državo, zunanja politika so interesi. Ne rabimo pravljic, gre za zelo brutalne interese držav in skupine ljudi. In ko si v tujini, iščeš poti za svojo državo, seveda ščitiš interese, ampak iščeš tudi poti za sodelovanje